Dober večer vam voščim. Upam, da ste dobro, kajti dolgo se že nismo videli. Ste tudi vi med tistimi, ki ste ob novem letu zaželeli vse dobro in zdravja. Potem ste na pravem mestu, kajti v nocojšnji oddaji bomo govorili prav o tem. Iskali bomo dobre nasvete, kako poskrbeti za svoje zdravje. Dobrodošli. In dobrodošli tudi v nocojšnji oddaji dr. Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš. Dober večer, dober večer. Povejte, ste kako drugače voščili kot večina prebivalcev tega planeta ob novem letu ali ste bili kaj bolj izvirni? Ja, ostanimo zdravi. To je bilo tisto glavno sporočilo. Pa da bi tudi sami, ves čas bili pozorni, pa se brigali za to, kaj lahko še dodatno postorimo, da smo na boljšem, da skrbimo. Zdaj končno je zelo prevladalo to, da je treba skrbeti in se brigati za svoj imunski sistem. Imunski sistem. In k sreči imamo to kar nekaj možnosti. Zato bova nocoj znova govorila o pomenu uživanja vitamina D. Tako. Zakaj je tako pomemben? Vitamin D je, bom rekel, ena prvinska snov, zelo prvinska. Vsa živa bitja, veste, spremlja že milijone in milijone let in tudi človeka. In strokovnjaki so postavili za te nekatere snovi, za vitamine, pa za recimo antioksidante, zdravstvene trditve in za vitamin D zelo izrazito, s poudarkom, velja, da prispeva k delovanju imunskega sistema. To je z poudarkom povedano in sicer v tem smislu, da če je vitamina D3 dovolj, je vse nekako lepo in prav, če tako po domače govorim. Imunski sistem deluje v polno, mi smo kolikor toliko pač varni in obratno. Če vitamina D3 primanjkuje, potem je moten, zelo moten pravzaprav, imunski sistem in potem se pa vse odpre, ker naš imunski sistem nas varuje proti vsem boleznim. In če so tu problemi, potem smo izpostavljeni vsem težavam zdravstvenim, kar jih poznamo. Tako da za vitamin D je to značilno, imunski sistem. Poleg tega pa ima prijemališče oziroma vstopa v čisto vsako celico v človeškem telesu. To je zanimivo, To je ena redkih snovi, ki ima v vsaki celici svoje posebno okno in vstopi noter v vsako celico, veste, ali je to mišica, ali je to srce, ali so to možgani, karkoli že, pomemben je za vse celice. Za vse celice, kar pomeni, da če je dovolj vitamina D3, da vse celice delujejo normalno, so boljše in tako naprej. Tako da za človeka lahko mirno rečemo, da je pomemben od rojstva do smrti ali pa še prej, od spočetja preko rojstva do smrti. Vitamin D je zelo pomemben in je treba biti pozoren, kaj se nam v zvezi z tem vitaminom pravzaprav dogaja. Tako da pomemben je, zdaj ko smo recimo ravno to področje odprli, lahko še več povemo, nadaljujemo. Torej, pomemben je in za nosečnico, in za plod, in potem kasneje za otroka. In zdaj tu so pa prišle na dan nekatere stvari, ki so mnoge presenetle in so nekako izpopolnile medicino, da je lahko postala malo bolj učinkovita, da smo dosegli nekatere stvari, o katerih
niti sanjali nismo, ker nismo vedeli, ne, da je to pač možno. Ne. Torej, izkaže se, da če otrok, ne, v svojem čisto začetnem obdobju, recimo, da se omejimo na prvo leto življenja, če poskrbimo, da ima dovolj vitamina D, ne, potem je to zelo pomembno in izrazito vpliva na to, kaj bo z njegovim zdravjem čez desetletja, čez 10, čez 20, čez 30, čez 40, čez 50 let, kako bo z njim v njegovem tretjem življenjskem obdobju. Si predstavljate, mislim, o čem zdaj govorimo, kakšen pomen je to, ne? Da imamo dovolj vitamina D3 pri nosečnici, pri plodu in pri otroku in pravzaprav ves čas v življenju. Ne? To se pravi, če ima, in to je bila študija, ki je bila narejena na Finskem, pred dolgo leti, pred več kot pol stoletja, v 60-ih letih, a si predstavljate, kako so bili vizionarji, kakšne stvari so raziskovali, kaj so počeli. Tam leta 1965 so na Finskem imeli študijo, kjer so poskrbeli, da so eno leto otroci po rojstvu imeli ta pravo raven vitamina D3 v krvi. In potem 1965, zdaj smo 2020, to so zdaj ljudje, ki so v tretjem življenjskem obdobju, ki so dedki, babice in tako naprej, ampak recimo, kako je pri teh z diabetesom 1, recimo, ki je znan, diabetes 1, diabetes 2. Poglejte, številka je neverjetna, ampak je resnična in potem se tukaj tudi zelo nazorno vidi, kako je vitamin D3 pomemben in kako je učinkovit in kako je dober in zelo prav, da se danes s takim poudarkom o njem pogovarjamo. Ti ljudje, kot rečeno, iz te študije, ki so imeli v prvem letu dovolj vitamina D3, so potem čez desetletja v tretjem življenjskem obdobju, zdaj pa ta številka, 88% manj so imeli diabetesa 1. Glejte. Pa tudi številnih drugih kroničnih bolezni. Tudi številnih drugih, seveda, mislim, ki so imeli, boljši imunski sistem in so bili na boljšem, na celi tej črti, v vsej tej pahljači bolezni, ki jih imamo, in o katerih bomo tudi, danes nekaj povedali, samo recimo pri sladkorni bolezni, pri sladkorni bolezni, za katero vemo, da je neverjeten problem, ampak kakšno prijemališče imamo pri vitaminu D3? Preprosto samo skrbimo za to, da ga imamo dovolj v krvi. In torej od 10 primerov sladkorne bolezni 88%, to je skoraj 90%, 9 odpravimo. In to je to, to je to. Pa nam lahko recimo, ali pa lahko prepričate tiste, ki zavzemajo stališče, da D3 vitamina dovolj dobimo s pomočjo sonca, če smo izpostavljeni sončnim žarkom in zato recimo tudi dojenčkom ne dajejo teh kapljic. Ja. Glejte, spet so stvari zelo enostavne. Zelo enostavne. Slovenija je doživela v drugi polovici leta 2020 eno srečno okoliščino. Srečno okoliščino, da smo dobili nacionalne študije, koliko vitamina D imamo pri naših ljudeh, a veste. In recimo so merili to od 18. pa do, meni se zdi, do 74. leta, nekaj takšnega, mislim, da sem si prav zapomnil, no skratka, tu gre za veliko večino ljudi, za veliko večino ljudi. Pravzaprav
80 ali pa ne vem, procentov smo tukaj vseh Slovencev zajeli, a ne, se pravi, od 18. pa do 74. leta, a ne. To je velika reč, to je zelo pomembno, ne, da vidimo, pri čem smo pravzaprav, mislim, kaj se nam dogaja. In veste, kaj je prišlo ven? Prišlo je ven to, da v povprečju nam 80% ljudi v Sloveniji ima premalo vitamina D3. To se pravi, vse to, kar smo doslej počeli in kakor smo živeli in kakor smo si dajali, recimo, vitamina D3, ki vemo, mislim, so bile kapljice in tako naprej, ampak vse to se je zdaj pokazalo v teh 80% pomanjkanja vitamina D. In zdaj, če sem prej govoril, koliko je vitamin D pomemben, pa kaj lahko doprinese, a ne, potem vidimo, da moramo tukaj res iti v to in te stvari popravljati. Kako? Ja, čim prej, a ne. Če nekaj manjka, je potem treba to dodajati, ne. Zdaj pa, kaj, a ne, se moramo pogovarjati, a ne, kako to jemati, a ne, koliko tega jemati in tako naprej, a ne. To je zdaj na vrsti, ne. In zdaj imamo srečo, no, da se tudi tukaj, a ne, mi smo imeli na televiziji tukaj, a ne, en tak prvi razgovor, mislim zame, a ne, prvi razgovor o vitaminu D3 aprila lani, a ne, zelo kmalu po nastopu, a ne, teh korona časa, ne, če se je začel recimo februarja, marca, jaz sem že aprila govoril, koliko je vitamin D pomemben in okej, a ne, zdaj moramo biti nekako res tako, ko bi rekel, zmerno zadovoljni, a ne, da se je stvar res pomembno premaknila, zlasti za to študijo, a ne, ki nam je odprla, a ne, kaj nas vse še čaka, a ne, ker veste, 80% to je ogromna številka, to je v Sloveniji 1,5 milijona ljudi, a ne, ki jim je treba zdaj omogočiti, da čim prej grejo ven iz tega pomanjkanja. To čez noč ne gre, a ne, in tako naprej, samo treba je zdaj paziti, a ne, da se pri tem gre v ta pravi smeri, a ne. Pa če bi recimo začela pri tej celotni vertikali našega življenja, ne, ostajava pri mladostnikih, če sta zdaj recimo obdelala dojenčke. Mnogi zmotno mislijo, da imajo težave z gibali samo odrasli ljudje, ne, ampak to se lahko že pri mladostnikih pojavi. Kako tukaj lahko D-vitamin pomembno pripomore k izboljšanju? To je tudi zanimivo, ne, presenečena so bila tudi recimo za stroko, a ne, ker vse se je vedelo, recimo, ne, da vitamin D je pomemben za otroke, da mislim, so te bolezni pravzaprav tudi pri otrocih se najprej kazale in tako dalje, vse skupaj korenini pri otrocih in tako naprej. Samo tudi potem, recimo po prvih letih življenja, ne, se je nekako mislilo, ja sej, potem pa to itak ni več tak problem pri otrocih, pa ni res, a veste. Od 10. do 19. leta, se pravi v najstniških letih pravimo, ne, je pomanjkanje vitamina D kar zelo izrazito. Lahko mirno rečemo, da vsak ta drugi najstnik, a ne, ima premalo vitamina D. Naj bo to iztočnica za nadaljnji pogovor, medtem pa bova sprejela telefonski klic. Dober večer, komu? Halo, dober večer. Mogoče so se nas naj upal Dober večer. Dober večer. Jaz vaju pozdravljam lepo in... Kar povejte, poslušava. Želim, da bi mi gospod povedal, da je doktor, povedal določene stvari, ker jaz sem na smrt bolana. Jaz imam veliko diagnoz zelo bogih
oboje stransko pljučno embolijo, imam globoko vensko trombozo, OPB, popuščanje srca, hemoroide, notranje, zunanje, 100% energetik, sem bolj da, se reka zvica, ne treba, da vam naštevati, ker ste vse bolana. Razen kar nimate, rekla, da to lahko v dveh stvareh povete. Tako da, gospod doktor, jaz vas lepo prosim, če bi mi vi povedali, vse bi tudi zdravnica zdaj začela delati D-vitamin, če bi mi to pomagali, če bi si še to kupila, no, ker jaz sem si ogromno stvari kupila, pa mi nič ni pomagala, vete. Zdaj bi pa vas lepo prosila, če mi povete, no, če bi mi to tudi kaj pomagali, no. Hvala lepa. Lep večer, bomo skušali odgovoriti. Hvala za vprašanje. Tako. Primer sploh ni enostaven, ne. Gospa je navedla cel kup bolezni, to so tudi zahtevne bolezni, no ampak vendarle, ne, ta hip se pogovarjamo o vitaminu D, ne, in rekli smo, da je zelo pomemben za imunski sistem. In torej en del stvari, ki jih gospe svetujem, je ta, da si uredi tudi raven vitamina D v krvi. Raven vitamina D v krvi. Predpostavljam, da je v 3. življenjskem obdobju, mislim, da nam ni povedala, koliko ima let, ampak in tukaj zdaj ni, pravzaprav ni dvoma, da tudi ona ima premalo vitamina D, da spada v to skupino 80%, ki smo jih prej omenili. Zakaj? Je zato, ker torej, koža, veste, v 3. življenjskem obdobju tvori vitamin D tretjinsko, 25% in tako naprej. Tako da pričakovati, če se recimo sončiš, da boš imel dovolj vitamina D, ne gre v teh letih, pa tudi potem prej, je težko pričakovati, da bi samo preko kože pač dobila dovolj vitamina D. Potem tudi recimo z hrano, se nekaj dobi, se nekaj dobi, samo tudi prebavila, tudi recimo črevesna sluznica vsrkava ne polovično, tretjinsko, to se pravi, v hrani ni dovolj vitamina D3, če je vsrkavanje recimo polovično, tretjinsko, potem še tistega, kar ni dovolj, dobiš še manj in tako naprej. Tako da na ta način stvar ni rešljiva in stroka nima več nobenega dvoma in to bi rad zelo, zelo konkretno povedal. Rešitev za doseganje ustrezne ravni vitamina D3 v krvi je jemanje prehranskih dopolnil, je jemanje, torej vnos vitamina D3 v teh artiklih, ki jih imamo. Zdaj pa katere? Prej sem rekel, da smo doslej pač imeli recimo kapljice vitamina D in tako naprej in tudi zdaj imamo nekatere druge oblike vitamina D, samo treba je paziti tukaj, da si priskrbimo artikle, ki imajo dokazano visoko vsrkljivost, ki so tudi recimo od zaupanja vrednih proizvajalcev in ki recimo zase lahko nekaj rečejo, kaj so dosegli s temi preparati vitamina D. Tako da gospe priporočam, da si to uredi, ker si bo veliko naredila, si bo veliko pripomogla, da bo vse svoje zdravstvene težave lažje premagovala z dovolj vitamina D3. Zdaj, tu se še nekatere druge stvari odpirajo, samo danes ne govorimo o tem. Tako da gospe predlagam, če nas pokliče na našo številko v dopoldanskem času na Mic Mengeš, pa bova lahko v enih 10-15 minutah, ugotovila, kaj in kako si lahko še dodatno pomaga, s katerimi še izdelki si lahko pomaga, da ji začno tudi njena zdravila bolje delovati, da se ji bolj okrepi imunski sistem in tako naprej. To se pravi, vitamin D3
je treba dvigati na ustrezen nivo, koliko, to se tudi da ugotoviti, a ne. Zdaj, ponekod v nekaterih krajih, a ne, zdaj kako je pri gospe, ne vem, tudi zdaj ne vemo, odkot je, ne vemo, odkot je, ampak da se recimo pač naročiti, da se zmeri, koliko je vitamina D3 v krvi. In potem imaš osnovo, a ne, veš, pri čem si, in potem začneš jemati kvaliteten vitamin D3 in čez čas greš spet na kontrolo in vidiš, ali delaš prav, a je ta recimo odmerek, ki so ti ga svetovali, a ne, dovolj, ali je treba povečati recimo dozo, ne, in tako naprej, a ne. Zdaj, pri njej imam občutek, a ne, da bi prišla v poštev visoka jakost vitamina D3, a ne. Konkretno zdaj lahko povemo, a ne, že te naše izdelke pravzaprav tudi predstavimo, ki jih tudi vidimo tukaj na sliki na mizi, a ne. Imamo vitamin D3 od Pharma Nord, to je proizvajalec iz Danske, no in imamo osnovno jakost, imamo srednjo jakost in imamo visoko jakost. Za gospo, kakor se je predstavlja in kakor lahko sklepamo, a ne, jaz mislim, da smo na ta pravi poti z razmišljanjem, a ne, pride v poštev visoka jakost, a ne. Visoka jakost, to recimo pri nas je biovitamin D3 Mega Plus, takole ga lahko pokažem, 3000 enot. 3000 enot, pakiranje je 80 kapsul in se jemlje ena kapsula na dan. Ena kapsula na dan, redno in trajno brez prekinitev. Ne? Redno in trajno brez prekinitev. Ker kot rečeno, z hrano ga ne moremo dobiti dovolj, soncu se ne moremo toliko izpostaviti, da bi ga dobili dovolj. Ne? Rešitev je v tem, da si dodajamo, a ne, to visoko jakost biovitamina D3. Evo, to bi bilo, gospe, pa še enkrat bi predlagal, ne. Gospa, predlagam, a ne, če pokličete na našo telefonsko številko 041 769 544 in se bomo, mi se zelo torej potrudimo, a ne, in to svetovalno dejavnost imamo že tradicionalno, že 3. desetletje v podjetju Mic Mengeš, a ne, in vam bomo več stvari svetovali, kako si lahko okrepite imunski sistem, pri čemer je pa seveda, kot rečeno prej, a ne, vitamin D vključen. Vitamin D3 je zraven, samo ni samo to, a ne. Dobro, so zdaj predstavili recimo proizvode, še jih bova v nadaljevanju, pa vendarle sva dolžna še eno pojasnilo. O mladostnikih namreč vi pravite, da kar 15 do 45% mladostnikov, tam nekje do 19 let, ima težave z mišicami, s kostmi, z bolečinami. Kako jim lahko vi pomagate? Ja, oziroma, kaj jim svetujete? To so spet presenetljivi podatki, kar se tiče obsega, kar se tiče koliko je tega, pa presenetljivi v tem smislu, kako lahko veliko večino jih zelo enostavno rešimo. Zelo enostavno. Znano je to, veste, da recimo moramo pač si nekako povedati, a ne, življenje je v sedanjem obdobju bolj kvalitetno, kot je bilo 10-20 let prej, ne. Tako da tudi višina, mislim, ljudi se povečuje, mladi so večji od svojih staršev, ne. Jaz sem bil tudi večji od svojih staršev, pa moj sin je tudi od mene večji. Se pravi, gredo stvari na bolje, ampak v tem, ko gre na bolje, a ne, so tudi problemi, a ne, so tudi problemi. In zdaj, jaz se spomnim recimo razlagane, ko smo ugotavljali, da se mladi pritožujejo, ne, da ga bolijo mišice, da ga bolijo kosti, ne. Tako radi rečejo, ja. Ja, ne, mislim, in
Tega ni malo, ne? Tako kot ste vi rekla, ne? Do 45% se jih pritožuje. Ne? Halo, mislim, to je velik, ne? To je velik. No, recimo, ta številka, ne? In potem, ko so šli v sistematično torej obdelavo, ne? Kaj je zdaj v ozadju tega, so ugotavljali, da pri 6 od 10 nimajo kaj za ugotoviti. Si predstavljate? Nič ni bilo narobe z mišicami, nič ni bilo narobe z skeletom, z recimo hrbtenico ni bila ukrivljena, ni bila skolioza in tako naprej, niso bili sklepi poškodovani in tako naprej. Nič ni bilo, ne, oni pa kar naprej jamljajo, da jih boli in tako naprej. No in potem se je začelo razmišljati, sklepati, ne, kot češja, da tu so hormonska neravnotežja, on se razvija, ne, prehitro se razvija, pa potem so te težave in tako naprej. Ampak to je bila samo razlaga, ne, poskus razlage. Kako to urediti pa, mislim, problem se je vlekel naprej, ne. Dokler niso, recimo, prišli, a ne, na to, a ne, da je nekdo, ne, začel tudi biti pozoren na vitamin D pri mladostnikih, a ne, in so ugotovili, a ne, vsak ta drug mladostnik, ne, mu manjka vitamin D3, a ne. Če smo recimo prej rekli za vse od 18. pa do 74. leta, da jih je 80%, tukaj je približno polovica, ne. Tukaj je približno polovica, ne. Pa mogoče še kaj več ali pa kaj manj, ampak tu smo, vsak ta drugi, a ne, mladi, a ne, najstnik, a ne, ima premalo vitamina D3. In ko veš, da je nečesa premalo, je stvar hitro rešljiva. To mu svetuješ na jemlje in se problemi rešujejo. Verjemite mi, problemi se rešujejo zelo enostavno, učinkovito in v zadovoljstvo vseh. Dobra iztočnica za najin nadaljevalni pogovor. Ja. Vidimo se po kratkem predahu. Dobrodošli nazaj v drugem delu oddaje. Še vedno smo z mojim gostom pri reševanju oziroma iskanju rešitev za vaš imunski sistem. Dr. Nikola Krstič, še enkrat dobrodošli. Vi pa seveda lepo povabljeni, da sodelujete. Če imate zanj kakšno vprašanje, če potrebujete nasvet, če ste se soočili s kakšnim zdravstvenim izzivom, je zdaj pravi čas, da nas pokličete na spodaj izpisano telefonsko številko. Dobrodošli. Dr. Krstič, še eno pojasnilo dolgujeva k prvemu delu oddaje, ker nam je malo zmanjkalo časa, pa se je bova še večkrat ponovila, ne? Ja. Vašega prehranskega dopolnila so pravzaprav 3 vrste oziroma 3 jakosti. Tako. 3 moči. Tako. Prej ste gospe svetovali eno, predvidevam, da bi mlajši populaciji recimo svetovali nekaj drugega. Ja. Se tako je tudi prišlo do odločitve, ne, pri Pharma Nord, ker nekje te skupine, ne, osnovna, srednja pa visoka jakost, in je to lahko nekako se umešča kar po starostnih skupinah, veste. Tam nekje na začetku, ne, rojstvo pa tam do enega, recimo do konca najstništva, ne, pa mogoče še malo čez, odvisno od primera do primera, ampak tu nekje, ne, se svetuje, ko manjka, ko gotovimo, da so težave in tako naprej, ne, osnovna jakost, ne, potem pridejo srednja leta, tu imamo srednjo jakost, ne, osnovna jakost je 800 enot, imamo to sta ti 2 pakirani, po 800 enot, pakiranje je za 40 dni, pa za 120 dni, ko so se pač odločili. Potem pridejo pa srednja leta,
zdaj srednja leta, ok, smo ugotovili nekako, kako je s tem odstotkom, da gre gor, da se poveča, ne. In ta srednja leta, to so recimo 30, 40, 50 leta, tu nekje smo v srednjih letih, in svetujemo, mislim, to srednjo jakost. Potem kasneje, ko pa telo peša, tvori čedalje manj lastnega vitamina D, pa tudi črevo slabo vsrkava, potem pa moramo pa zato res visoko jakostjo priti zraven, in takrat svetujemo to. Tako da nekje se stvar na tak način pač razvršča, ni pa to nujno, mislim, lahko je včasih recimo tudi v srednjih letih potrebno vzeti visoko jakost, če so kakšne bolezni posebne, lahko tudi recimo za določeno obdobje tudi pri najstnikih, če je kakšen poseben primer, problematičen in tako naprej. Kaj pa je recimo tisti način, kako ugotovimo, oziroma kako lahko spremljamo, a se prav gremo z dodajanjem vitamina D3, ali je to premalo in tako naprej. Tisto, kar sem že prej omenil, mislim danes, lahko zmerimo raven vitamina D3 v krvi. Lahko ga zmerimo. Zdaj tukaj je ena izkušnja. Ta vitamin D3 ima to značilnost, da veste, ko ga jemlješ, ko ga dodajaš, ne gre hitro gor, to je treba povedati. To je značilno za vitamin D, pač tako je, ampak če jemlješ ta pravo, po recimo 2-3 mesecih ugotoviš, ok, ti gre gor in se pravi 2-3 meseca moramo pustiti jemanja, da ugotovimo, kako je. In če ugotovimo, da smo dosegli tisto potrebno raven, potem s tem nadaljujemo. No, tako da to je zdaj zelo pomembno, da si gremo vitamin D3 zmeriti, oziroma da, če se pogovarjamo z svojim zdravnikom, recimo gospa, ki je imela toliko prej bolezni in tako naprej, ona sigurno ima tudi vrhunsko laboratorijsko oskrbo, in zdaj predpostavljam, da je zelo prav, če bi ona sama zahtevala, dajte mi prosim zmeriti vitamin D3. Zdaj, včasih je tako, da je treba tukaj nekaj doplačati, jaz ne vem zdaj, kako je od primera do primera, ampak zadeva stane 10 evrov, da se zmeri vitamin D v krvi. Ampak to je pa tisto, kar je ključno, veste, kar je ključno, da veš, da si res na ta pravi poti. Pa še to recimo ključno tudi zato, da veš, da imaš kvaliteten vitamin D, ker vitamin D, veste, je znan dolg časa, znane so ene oblike, recimo nekaj 10 let nazaj, nekatere te oblike so še zmeraj med nami, in jemanje takšnih oblik je prav, kot sem že rekel, danes nekako povzročilo to, da imamo točno pomanjkanje vitamina D3. To se pravi, treba je iti na preverjene oblike, vitamin D3, recimo konkretno pri Pharma Nord v teh artiklih, ki jih tukaj zdaj predstavljamo, to so ekstrakti, izvlečki iz naravnega okolja, iz oljčnega olja. Oljčno olje je znano, da je zelo bogato z vitaminom D3, ampak potem z ustrezno tehnologijo se izvlečki naredijo in se spet dajo v oljčno olje, tako da je to v naravnem okolju, in je potem to tudi dejansko se izkaže kot najbolj usrkljivo,
dejansko najbolj usrkljivo, ne, ko je vse skupaj v tistem svojem prvinskem okolju, v katerem je tudi v naravi. Ne. So še recimo nekatera živila, ki imajo več vitamina D3, ne, ribe, ribje olje in tako naprej. Samo kot rečeno, ne, z hrano se ne da, potrebni so ti posebni preparati oziroma prehransko dopolnilo vitamina D3. Njim v prid govori tudi ena študija oziroma izbor na licitaciji, kar radi poudarite. Seveda. No, to je tisto, recimo, kar je treba tudi biti pozoren, ne. Ali recimo nekdo, ki recimo določen izdelek predstavlja, ne, ki ga promovira, ne, ki ljudem o njem pripoveduje, kaj lahko o njem pove. Zdaj recimo, kaj lahko mi povemo za to kolekcijo, ne, biovitamina D3 od Pharma Nord. Glejte, zdaj zadeva je spet vezana na COVID-19, na koronavirus, na ta čas, ki ga zdaj prestajamo in zaradi katerega sva tudi midva v maskah, pa ne samo midva, cela Slovenija in tako naprej, ne. In si vsi zdajle pripovedujemo, kako si krepiti imunski sistem, evo ravno kar tudi z vitaminom D3. No in seveda tudi vse ostalo, kar se dogaja v zdravstvu, v raziskavah, si prizadeva tukaj pomagati. No in tako recimo je prišlo v Angliji do odločitve zdravstvenih oblasti, da organizirajo novo študijo o učinkih vitamina D3 v navezi na COVID-19. Ne. Torej, zdaj vemo, ne, da je to v prid, ne, da je dobro si pomagati, ne. Seveda, če ti se okrepi imunski sistem, kjerkoli bolezen, tudi COVID-19, ne, si proti njemu močnejši, si na boljšem in tako naprej. Če je kdo bolan, hitreje ga premaga in tako naprej, z manj težavami in tako dalje, ne, z manj posledicami in tako naprej. No, in odločili so se, ne, da, a veste, to je zdaj tako, ne, se je treba predstavljati, ne, Anglija, koliko imajo prebivalcev? 59 milijonov, to je velika država, ne. Ta študija, mislim, zasnova te študije, 5000 ljudi bodo imeli v tej študiji, ne, v Londonu. London je svetovna metropola, itak, ne, tako pač je, a ne. No in so razpisali, a ne, torej licitacijo, a ne, za pridobitev vitamina D3, a ne, za to študijo, ne. So se seveda vsi prijavili, ne, to je svetovni dogodek, pravzaprav, a ne, je, mislim, normalno, ne. Tisti, ki karkoli pomeni na področju proizvodnje vitamina D3, je prišel zraven, pa ponudil, a ne. Oni so pa izbrali, a ne. No in pred mogoče mesecem pa pol, ne, tako nekako je to bilo, a ne, je prišlo do tega izbora, no in zdaj, evo, saj zdaj pač gledalke in gledalci že pričakujejo, kaj bom povedal, a ne. Angleške zdravstvene oblasti so za to svojo nacionalno študijo izbrale prav vitamin D3, a ne, iz Pharma Nord, se pravi biovitamin D3, Pharma Nord. In to je pa zdaj ena referenca, ki nam je v pomoč, ki nam pove, a ne, gre za kvaliteto, gre za, pravzaprav, če je to svetovno prvenstvo, gre za tistega, ki je na tem svetovnem prvenstvu zmagal. No in to je recimo tisti podatek, ki je v pomoč, a ne, ki je v pomoč marsikomu in vsak lahko razume, kaj zdaj gre. Mislim, zanimivo, recimo vam povem eno anekdoto, ne. Ja, mi je en rekel, ja pa tega nisem še slišal, ne, nam noben ni povedal. Sem ga vprašal nazaj, ja, kaj mislite, kdo vam bo to povedal, ne? Imamo veliko konkurence, a ne, kdo bo to povedal? Ja, mi bomo povedali, ne, normalno, ne, tako da, ok, malo tako, da je stvar. Ampak dober imunski sistem, ne, posledično pač jemanje prehranskega dopolnila, kot je tole pred nama, ne, vpliva tudi na številne druge bolezni, ne. Tako je.
Tako je. Vi imate kar eno celo četico bolezni, proti katerim se lahko Ja. kar uspešno ljudje borimo. Ja. Pravzaprav tisto, kar smo rekli, ne, na začetku, pa potem tudi vmes večkrat nekako vlekli ven, a ne. Ko se krepi imunski sistem, ne, si močnejši proti vsem boleznim, a ne. Pri vitaminu D3 pa je to tako zelo izrazito, recimo smo videli pri diabetesu 1, ne, kakšne posledice ima čez toliko in toliko desetletij, ne, da izgine 9 sladkornih bolezni od 10, a ne. No, podobno je tudi recimo pri nekaterih boleznih, ki so nekako pravzaprav, ki jih imamo za neobvladljive, sploh ne vemo, kako bi se jih lotili, ne, recimo Alzheimer, ne. Tu pa spet recimo zgodba pri vitaminu D3 je presenetljiva, zelo presenetljiva, ne. Pri sladkorni bolezni, ok, smo rekli 9 od 10, to je spet nekaj, kakor znanstvena fantastika, ampak je, tako je. Alzheimer, če poskrbimo, da je vitamina D3 dovolj, polovično se zmanjša. Veste, kaj je to? Polovično. To so, mislim, res številke, ki samo presenečajo, ampak in čisto enostavno. Skrbimo za to, da imamo dovolj vitamina D3. In zdaj, to je dobro, da se umesti, pa se je že umestilo, a ne, tudi v stroki, a ne, v stroki, stroka je prinesla te številke z nacionalno študijo, a ne, in tudi med ljudi naj pride, a ne. Tako da, recimo, to je ta bolezen, a ne. Potem, tukaj smo aprila tudi govorili o tem, kako je vitamin D pri raku pomemben, a ne, spet zgodba zelo pomembna, zelo prepričljiva, a ne. Recimo tiste številke malo potegniti ven, to je bila ena študija, ne, ki je bila narejena pred 4-5 leti, nekaj tisoč ljudi je bilo, v glavnem je šlo za žensko populacijo, ok, a ne, pač tako so zbrali, a ne, in torej premalo vitamina D, pa dovolj vitamina D, a ne. Kaj se dogaja, ne? Zdaj, tu spet lahko se tudi pogovarjamo malo poglobljeno, veste, rak, to je bolezen imunskega sistema, ne. Rak je bolezen imunskega sistema. Imunski sistem, torej, ko se recimo tkiva v človeškem telesu, ko se obnavljajo, ko se celice množijo, a ne, marsikdaj se zgodi, da kakšna celica ponori, ne, in to je rakava celica. Ona se razmnožuje, mislim, neverjetno, hitro, ne, in tako naprej. Ampak naš imunski sistem mislim, takšno celico uničuje sproti in ko je dovolj močan, ko je recimo nekdo v najstniških letih, ko je nekdo v srednjih letih, ko je recimo z svojim imunskim sistemom dovolj močan, a ne, on te rakave celice vse sproti uničuje, a ne. Ko pa imunski sistem peša, tudi recimo zaradi tega, ker je premalo vitamina D, a ne, potem te nekatere celice ostanejo žive in se razmnožujejo naprej in se razvija rak, a ne, to je to, ne. No, tako da rak pa vitamin D spet pomembna povezava in nimamo več nobenega dvoma, ne. Rabimo ta pravo raven vitamina D, da smo čim bolj uspešni proti raku, ne. In zdaj te številke so spet neverjetne pri tem. Ko imamo idealno raven, tisto ta pravo, a ne, v primerjavi s tem, ko je raka premalo, ko smo pri recimo nekajkrat manj, kot je potrebno, a ne, je razlika neverjetna, ne. Po tej študiji se je izkazala, ne, ampak to so skrajnosti, a veste, in recimo, da so ljudje nekje vmes, ampak kljub temu, ne, stvar je
torej prepričljiva, a ne, mislim, kakšno možnost imamo, pa kakšno moč ima vitamin D3, a ne. Torej, od 10 rakov, a ne, jih 7 lahko izgine z dovolj vitamina D, a ne. Tudi na področju, recimo, delovanja centralnega živčnega sistema se podobno dogaja, recimo depresije, ne, pa zmožnost možganov, ne, recimo predstopnje demence in tako naprej. To vse bolj nekako prihaja do izraza, problemi postajajo večji, če vitamina D premalo. In obratno, ko imamo dovolj vitamina D3, se te stvari popravljajo, se tako rekoč normalizirajo in tako naprej. A ne? Se pravi, nekako kot pod črto bi lahko rekli, da prehransko dopolnilo, kot ga danes predstavljava, podaljšuje življenje. To je pa nekaj, kar si pravzaprav vsi želimo, ne? Ja. Ali pa vsi stremimo. No, to je pa zdaj recimo en čudovita arija, čudovit zaključek, a ne, vse te zgodbe o vitaminu D, ne, kar se tiče roka trajanja, kar se tiče, a ne, pričakovane življenjske dobe, a ne. To je res, ja, to je res. Izkazalo se je, a ne, da dovolj vitamina D3, a ne, značilno, bistveno podaljša življenje, ne. Pa spet ne govorimo v prazno, ampak statistika je jasna, statistika je nedvoumna. Zdaj pa, če malo razmišljamo, ne, sej niti ni tako presenetljivo, jaz bi rekel, ne. Sej ni presenetljivo, ne. Če ti vitamin D3, ko ga imaš dovolj, omogoča toliko plusov, če ti toliko recimo popravi in vzdržuje zdravstveno stanje, ti bolj zdravo živiš, ne? In če bolj zdravo živiš, seveda živiš dlje, a ne? Če je tkivo zdravo, je mislim, rok trajanja sigurno večji. In tu zdaj ni treba biti niti ne vem kako medicinsko izobražen, niti ne vem kako strokovno in tako naprej, specialistično, ne vem kaj. To je čisto enostavna zadeva, ne? Tisto, kar je bolj zdravo, ne, bo dlje časa živelo, ne? Tako da, in to je ena taka razlaga, ki je bolj poljudna, ampak ki pa tudi pri strokovnjakih je verodostojna, razumljiva in to je to. Zanimivo, ugotovili pa so, da ne gre samo za en tak posredni učinek, ne? Se pravi, da ko krepi imunski sistem, ko si popravimo zdravstveno stanje, da se nam življenje podaljša. Ugotovili so tudi prav ene posebne direktne učinke vitamina D z recimo trajanjem življenja, a ne. In sicer tukaj, to je zanimiva zadeva, ne, tudi tako strokovno zanimiva, ne, in jaz mislim, da se tle odpira ena perspektiva, kako tukaj smiselno iti naprej, a ne, ker, a veste, recimo, če ti vitamin D podaljša življenje, vitamin D ti ne povzroča životarjenja. Ne. Vitamin D3 ti okrepi imunski sistem, ti si bolj zdrav, tudi v možganih so, mislim, v boljšem stanju, a ne, in ti nisi prizadet, recimo zaradi starosti in tako naprej, a ne. To se pravi, da je kvaliteta življenja tudi prisotna zraven, kar je zelo pomembno, ne. To je zelo pomembno, ne. Da ne životariš, ampak da živiš v polno, letom primerno, a ne, s pomočjo tudi, a ne, dovolj vitamina D3. No in tukaj so ugotovili te, kot sem rekel prej, če tako rečem, indirektne učinke, se pravi, na tak način preko imunskega sistema, preko krepitve kosti, zobje so boljši in tako naprej, a ne. Če so zobje boljši, veste, učinkujemo na 500 bolezni, veste.
če so zobje zdravi, je 500 boleznih bolj obvladljivih, vključno z infarktom in tako naprej. Zanimivo, ne? No, ampak tu spet je tudi vitamin D lahko v ozadju in to podpre. Ampak še ena direktna zadeva je, in ta je, jaz mislim, da ne bom povedal nekaj, kar ne bo zdaj nerazumljivo, vitamin D pa naša DNK. Mislim, da je nasplošno znano, kaj je DNK, deoksinukleinska kislina, to je struktura v naših genih, v naših kromosomih. Vse bo razumljivo, zakaj gre, okay, No, in danes vemo, da vitamin D vpliva tudi na DNK, na kvaliteto DNK, na kvaliteto genov, na kvaliteto kromosomov. Se pravi, ščiti to. Znano je pa tudi to, da za leti prav DNK, prav kromosomi, prav geni so čedalje slabši in slabši. In tudi krajši in tako naprej. In so raziskali in se danes ve, ko recimo gre ta proces slabšanja kvalitete DNK-ja in genov in kromosomov, do določene stopnje gre, ko se prestopi meja, je pa smrt. In je dejansko tako. In tudi vemo za encime, ki tukaj sodelujejo in tako naprej. Tukaj spet lahko ima in deluje vitamin D3. Deluje. Torej, izboljša kvaliteto genov, izboljša kvaliteto kromosomov, zavre delovanje encimov in dobesedno na ta direktni način tudi podaljšuje kvalitetno življenje. Tako da, to je to. In ker morava zaključiti, na hitro povejva še, kje je dostopen? Ta biovitamin D3 od Pharma Nord je torej dostopen, mi ga zdaj že 3. leto tržimo v Sloveniji, smo veseli, da ga že 3. leto imamo, dostopen je v vseh lekarnah in specializiranih trgovinah po Sloveniji, bolje založenih recimo, ampak je dostopen, razen v mreži javnega zavoda Ljubljanske lekarne, oni ga nimajo, ampak vse ostalo, tudi privatne lekarne v Ljubljani, tudi specializirane trgovine v Ljubljani poznajo, in zdaj v tem valu, ko je vitamin D3 prišel v Slovenijo v zadnjih nekaj mesecih, smo tudi mi zraven. Samo rad bi poudaril to, pomembna je kvaliteta. Pomemben je ustrezen izbor. Tu moramo biti previdni. Veste, marsikaj se dogaja, tudi recimo, mogoče je kdo od gledalcev pa gledalk dobil informacijo, da bo dobil vitamin D3 za 1 leto gratis, če plača poštne stroške samo. Mislim, to so te potegavščine, ki se jih je treba izogibati, ker jaz globoko dvomim, da tukaj je prisotna ustrezna kvaliteta, sploh si pa ne predstavljam, kdo zmore nekomu za 1 leto dati nekaj gratis. To ni realno, tu zdaj so ene take igre zraven in je treba biti previden. Torej, prepričati se, in jaz mislim, da smo bili dovolj prepričujoči, da vse te karakteristike, vse te značilnosti, vsa ta zagotovila o kvaliteti, o učinkovitosti pri biovitaminu D3 iz Pharma Nord, da to imamo in predlagamo, če se gledalke in gledalci tega poslužijo in si prispevajo k lastnemu, boljšemu zdravju in k celotni Sloveniji, da se čim prej izvlečemo ven iz tega korona obdobja. Zdaj pričakujemo, da bomo v nekaj mesecih prišli ven s pomočjo takšnih kvalitetnih izdelkov, kot je recimo ta biovitamin D3, bo pa ta pot še bolj zanesljiva in to je to. Hvala lepa vam, dr. Krstič. Hvala tudi vam. Vi pa seveda optimistično, previdno in z zaupanjem v 2021. Se vidimo prihodnjič.